In dobro jutro tudi tukaj iz hotela Slon. Kot je Vida rekla, se nadejamo, da boste imeli občutek, da smo skupaj. Mi vas na poslovnih zajtrkih že kar zelo pogrešamo. Bi vas radi objeli, vas pa saj takole digitalno. Današnja tema, Vida pravi, da vprašanje, če bomo dobre volje. Jaz pa vendarle upam in sem prepričana v to, da kljub temu, da so težki časi, da verjetno v soncu ali senci te pandemije se mora sprejemati težke odločitve, da se bo sprejelo tudi prave odločitve. In prav to bo tema, kako Slovenijo postaviti med najbolj konkurenčne države. Septembra, ko smo gostili predsednika vlade, je bila to osrednja tema in zaveza, da Slovenijo vidimo med 15 najkonkurenčnejših držav. In tema, ki jo bomo odprli danes, je prav to. Kaj narediti, da se bo to uresničilo? Izjemni gosti in seveda tudi naš sopredsedujoči komisiji bodo zelo konkretni. Zato vse, kar moram narediti, je samo to, da vam rečem, da bodite aktivni v chatu, sprašujte, podajajte svoja mnenja in seveda imejte en dober dan. Mi vabimo na zajtrke, upam, da ste si pripravili dobro kavo. Mi smo tukaj brez hrane, pa vendarle polni vsebine. In to bo tisto, kar bomo naredili. Še preden pa čisto zares predam besedo Žigi Vižentinu, pa rečem samo še iskrena hvala našemu partnerju Mastercard. To je vodilno podjetje v plačilni industriji, pa ne le to, tudi visokotehnološko podjetje, ki najde za vsakega rešitev tako posameznike kot podjetja in so neprecenljivi. Poglejmo še kratek oglas in potem k tebi, Žiga. Hvala, Ajši, za uvod. Lep pozdrav vsem gostom in pa seveda tudi vsem gledalcem, tega se še nisem navadil reči, pred ekrani, doma ali v službi. Epidemija se nekako končno umirja. Za vsemi nami je zdaj že skoraj eno pestro leto, saj bo zdaj minilo že skoraj eno leto, odkar se je začela epidemija. V tem času se je zvrstilo tudi 8 interventnih ukrepov, tako imenovanih PKP-jev, ki so nekako pomagali prizadetemu gospodarstvu na različnih področjih. Zdaj, z malo optimizma lahko nekateri že vidimo luč na koncu tunela, omejitveni ukrepi se nekako rahljajo, odpira se gospodarstvo, česa smo vsi najbolj veseli. Tako da mislim, da je zdaj en odličen čas, da pogledamo naprej, da pogledamo najprej, kje smo in predvsem, kje želimo biti. Tako da v bistvu danes bo fokus tega pogovora predvsem naš pogled v naprej in kako seveda priti tja. Da začnem še z eno pozitivno novico, ki je šla mogoče bolj mimo splošne javnosti pretekli mesec, prepričan pa sem, da jo moji gosti dobro poznajo, še posebej minister. Namreč Slovenija je nedavno izdala državno obveznico z najdaljšo ročnostjo v svoji zgodovini. Izdali smo namreč kar 60-letno državno obveznico, ki zapade šele leta 2081. Pri tej izdaji je bilo zanimivo seveda tudi to, poleg svoje ročnosti, da je bila v višini $0,5 milijarde približno, če se ne motim, po donosu 0,7% letno razgrabljena praktično v trenutku s strani mednarodnih institucionalnih vlagateljev. To nam jasno pomeni, da nam tujina zaupa, da nas dojema kot kredibilnega partnerja in nekateri, ki smo v financah, se spomnimo še nedolgo let nazaj, so bili donosi 10-letnih državnih obveznic po 7%. Tako da mislim, da tukaj je Slovenija naredila en lep napredek, predvsem pa to kaže, kako nas dojemajo tujci, ki so to kupili. Tako da iz tega izhaja prvo mogoče uvodno vprašanje za vas, gospod minister, kaj nam pa po vaše to pomeni o Sloveniji, ta izdaja? Pomeni vsekakor priznanje. Pomeni to, da vlagatelji zaupajo to državo, ne le danes, ampak da bodo zaupali tudi v prihodnje, kar seveda pomeni, da Slovenija naj bi odplačala oziroma plačala to obveznico čez 60 let. Z drugimi besedami, to je priznanje, uvršča nas med države, kot so Francija, Belgija, in tukaj seveda jaz mislim, da ima to tudi simbolni pomen. Drugo, omenili ste tudi 10-letno obveznico. 10-letna obveznica
da tako rečem, z negativnim donosom, okoli 0,9, minus 0,9, kar z drugimi besedami pomeni, da dobili smo 1,750 milijarde, da tako rečem, vrnili bomo 1,733 milijarde. S tem, da teh 17, to razliko smo dejansko že dobili. To seveda kaže, da mednarodne agencije, mednarodni finančni trgi zaupajo v Slovenijo, kaže tudi to, da predstavlja stabilno poslovno okolje, investicijsko okolje in jaz mislim, da seveda nekateri ukrepi, ki jih izvajamo tudi v okviru teh izrednih ukrepov, omenili ste PKP-je, tudi pripomorejo k temu. O tem seveda lahko nekoliko kasneje, zakaj in kako in v čem se tudi razlikujejo od nekaterih ukrepov v drugih državah. Čeprav moram reči, da so ti ukrepi v drugih državah predstavljeni kot edini mogoči in kot tisti najboljši, pa jaz mislim, da smo tukaj, bom rekel, zelo dobri in med boljšimi in vsekakor v kakšnih primerih tudi boljši kot naši partnerji. Hvala. Ker imamo med nami tudi predstavnika velike multinacionalne korporacije, magistra Ljojota, kot predsednika uprave Leka, predsednika Novartisa v Sloveniji, ste redno v stikih s tujino, pa vas vprašam, kako nas pa po vaše dojema tujina? Morda kdaj celo bolje kot sami sebe? Ja, lepo pozdravljeni. Definitivno, če malo se pošalim na začetku, tujina dojema Slovenijo kot simpatično deželo, z veliko možnostmi in tudi seveda odlično Lego. Se mi zdi, da je to pomembno. Še bolj, okej. In definitivno z relativno dobrim izobraževalnim sistemom in tudi strokovnimi zaposlenimi in strokovnimi ljudmi. To vidimo že tudi samo po recimo znanju tujih jezikov. Prav tako so v Sloveniji še vedno ugodni življenjski stroški, kar pomeni dobre priložnosti za investicije, dobre priložnosti za nadaljnji razvoj. Če ravno včasih tega tako ne vidimo, tudi zdravstveni sistem je vseeno ena izmed komponent, ki kaže na stabilnost države in dostopnost do zdravstva, je v Sloveniji še vedno na primerljivo relativno kar dobri ravni. Zdaj, če se malo obrnem pa na našo branžo, tukaj mi predvsem slovimo po izredno dobri povezavi med izobraževalnim sistemom, raziskovalnimi inštitucijami in pa industrijo. Zdaj, kar je pa seveda mogoče malo druga plat kovanca, bi pa človek lahko omenil seveda stalno debato o visokih davkih. Še vedno kar velike priložnosti na področju birokratskih ovir oziroma raznoraznih postopkov in procedur. Infrastruktura, definitivno, tukaj ne govorimo samo o logistični infrastrukturi, železnicah, cestah, temveč tudi o digitalni infrastrukturi je zelo pomembna in tukaj so še kar kakšne priložnosti. In pa ne nazadnje, če želimo Slovenijo razvijati, ustvarjati visoka delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, potrebujemo tudi internacionalizacijo talentov. In tukaj pa se mi zdi, da je v Sloveniji še kar kaj prostora za dodatno možnost oziroma spodbujanje večje internacionalizacije delovne sile. Hvala. Še vas, magister Žibret Kralj, tudi vi ste iz mednarodnega podjetja, imate veliko sodelavcev, kako komentirate izdajo, v bistvu trenutne slovenske obveznice in pa kaj o nas menijo vaši sodelavci iz drugih držav? Lep pozdrav vsem skupaj, najlepša hvala Žiga in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem. Če odgovorim na vprašanje v prvi vrsti, kar se tiče izdaje obveznice, se absolutno strinjam z povedanim strani ministra. Absolutno dober signal, mogoče če pogledamo, kdo so bili tisti investitorji iz držav, ki so največ razgrabili to obveznico, je bila Nemčija, Avstrija, mislim, da z največjim procentom, sledile sta Francija in pa Velika Britanija, kar je zelo dober znak. Hkrati se moram pa strinjati tudi z vsem povedanim strani gospoda sogovornika, zaradi tega, ker kako nas vidi tujina, dejstvo je, da smo mala država. Bom karikirano rekla, nikakršnim trgom, kar pomeni, da to, da smo mali, nam daje možnost, da smo fleksibilni, ampak moramo pa ogromno narediti, da nas bo tujina sploh opazila. In nedostopnost je
kritična iz naše strani kot multinacionalka. Želimo organizirati številne stvari v Sloveniji, zato ker imamo znanje, imamo potencial, pa je dostopnost praktično onemogočena in se enostavno ustavimo v državah, kjer imajo možno dostopnost, da je to Avstrija z krasno povezavo z tujino, navsezadnje Hrvaška ima bistveno boljšo povezavo. Sigurno niso simpatične visoke obdavčitve, kadar se gre govoriti, kam bojo nalagale družbe, in navsezadnje tudi v naši sami, v družbi Deloitte se zelo pogosto preusmerijo v okoliške države, kjer je davčna simpatičnost boljša kot pri nas. Ne vem, če je sploh še kaj za dodati temu, kar je kolega iz Leka omenil, ker lahko vse samo potrdim. Mislim, da imamo zdaj prihodnjo ulico, da bomo to podrobneje še razdelali. Tako da ogreli vidim, da smo se. Tako da bi začeli nekako s prvim sklopom. Vemo, da je Sloveniji najprej po zdravstveni krizi sledila tudi gospodarska. Država, v bistvu za razliko od zadnje finančne krize, s katero smo se soočili v Sloveniji in vemo, da je trajala kar dolgo časa, je bilo v tej zadnji krizi gospodarstvo zelo, lahko rečemo, neenakomerno prizadeto. Medtem ko so nekateri normalno oziroma nekateri celo bolje poslovali kot prej, so se nekateri povsem ustavili. Država je pomagala, smo že omenili, z 8 paketi protikoronske interventne zakonodaje. Velik del te pomoči je bil tudi finančne in do zdaj je bilo porabljenih približno 3 milijarde evrov. Sedaj, ko prehajamo, pa lahko rečemo že v fazo okrevanja gospodarstva, bo pa treba po eni strani krmariti med stvari, ki sta jih že izpostavila gosta, se pravi med debirokratizacijo, med nižanjem določenih davčnih obremenitev, in pa na eni strani bo treba še vedno ohraniti določene pomoči posameznim sektorjem, ki so bili prizadeti, kar tudi vemo, da bo stalo. Se pravi, bo treba nek balans ujeti. Tako da bi vprašal ministra prvo vprašanje, kje bo fokus in kakšne bojo izhodišča glede pomoči, in pa po drugi strani glede pomoči najprej, in kaj bo v ospredju zdaj v prvih teh naslednjih mesecih v fazi okrevanja. Se pravi, kam se bo usmerila pozornost države, kaj lahko pričakujemo v naslednjih PKP-jih? Ja, zdaj še enkrat hvala za ta vprašanja, ker res je tudi moj namen, da razložim te zadeve. Prvo, kar moram se tukaj reči, jaz sem vesel optimizma tukaj, tudi danes tukaj v tem prostoru, in vesel sem, da dejansko, kot mnogi rečejo, pa nisem prvi, da vidimo luč na koncu tunela. Zdaj ta luč na koncu tunela je cepivo. In zdaj to cepivo je seveda tisto, od katerega je odvisno, kako blizu smo tej luči. Z drugimi besedami, kako dolga pot je po tem tunelu. Več ljudi bo cepljenih, hitreje bo kriza dejansko končana. Danes smo še v stanju epidemije in danes še vsi ukrepi iz teh zakonov PKP-ja veljajo, kar z drugimi besedami pomeni, krize ni konec. Smo pa dejansko v, bom rekel, boljšem položaju, kot smo bili pred časom. Gospodarstvo se krepi. Napovedi mednarodnih in domačih organizacij, ki napovedujejo rast oziroma padec bruto družbenega proizvoda, so ugodne, kar z drugimi besedami pomeni, da so se večinoma vse te asociacije zmotile za 1 do 2 odstotni točki, kot veste, pri padcu bruto družbenega proizvoda, kar je dobro za državo, manj dobro je seveda za to, da se za toliko zmotijo, ampak kakorkoli že, zaradi tega, ker če se zmotaš negativno, seveda vnašaš dodaten pesimizem. In jaz tukaj sem pristaš tega, da moramo gledati optimistično. Kriza ni bila taka, kot so bile prejšnje, je bespran temu sektorska, kar pomeni, da nekatere dejavnosti so bolj prizadete kot druge. In danes, seveda, zdaj ste me vprašali, kateri PKP-ji bodo, jaz upam, da kakorkoli se že bodo imenovali, da bomo govorili o izhodni strategiji. Se pravi, izhodna strategija pa temelji v bistvu tudi na investicijah, katere se že pripravljajo in so tudi že pripravljene v večini. Tukaj moram povedati, da nam pomaga Evropa.
prvič Evropa pomaga, bom rekel, z denarjem, ali je to povraten ali nepovraten, čeprav pravijo, da nobeno kosilo ni zastonj, to dobro veste, ker pripravlja Evropa tudi seveda zakonodajo. In jaz mislim, da seveda ta investicijska dejavnost in sprostitev tudi administrativno-birokratskih ovir in pa zagotovitev primernega okolja bo tisto, kar bo Slovenijo, bom rekel, da bo odboj čim boljši in čim večji. Zdaj, ti ukrepi so bili, bom rekel, ciljani na določena področja, bili so ciljani za ohranitev delovnih mest, zaradi tega, bom rekel, je tudi manjša nezaposlenost v Sloveniji, danes najmanjši padec nezaposlenosti je bil in seveda zaradi tega, bom rekel, smo med tistimi državami, kjer je tudi padec bruto družbenega proizvoda bil najmanjši. Nekateri sektori so se zaprli, ker so se morali zapreti, naprimer tukaj je to turizem, tudi logistika in seveda tem sektorjem je treba pomagati, medtem ko seveda drugi sektori, bom rekel, lahko, bom rekel, danes normalno že delajo in tudi, bom rekel, so nekateri celo leto normalno delali in ne nazadnje je to razvidno tudi iz dobičkov. Država bo šla tukaj korak nazaj pri predpisovanju različnih administrativnih obveznosti, pravzaprav bo nekatere tudi sama ukinila, tako da z tega zornega kota je to vsekakor, jaz mislim, bo dobro sprejeto in davkov ne bomo povečevali, jih bomo zniževali, tako da z tega zornega kota jaz mislim, da bo tudi dobro okolje, čeprav moram pa tudi tukaj povedati, jaz razumem, da niti podjetja, niti posamezniki ne marajo davkov, davki povečujejo cene. Po drugi strani zahtevajo seveda določeno infrastrukturo, ki pa je plačana z državnim denarjem. Moramo imeti določen nivo zdravstva, ki je ravno tako javno zdravstvo. In moramo tukaj seveda neko mejo najdeti. Vsekakor pa jaz nisem tisti pristaš, ki bi rekel, da je z visokimi davki možno pač, bom rekel, narediti neko konkurenčno državo in tako naprej. Vemo, kje so tudi glavne težave, to so davki na plače, da tako rečem, poenostavljeno rečeno. Pa ne mislim samo davke, dohodnina mogoče je največji problem v tej nizki splošni olajšavi. Pa v redu tole stopno, to najvišja je mogoče malo previsoka. Pa prispevki so visoki, tukaj moramo reči, da prispevki nosijo tisti. Mogoče se bomo ravno zdaj tega v nadaljevanju dotaknili. V finančni komisiji MČM že kar dolgo časa zdaj izpostavljamo, da si v bistvu v Sloveniji želimo novih delovnih mest in to predvsem delovnih mest v razvoju z visoko dodano vrednostjo, ki so seveda posledično tudi dobro plačana. Jaz sem prepričan, da si vsi želimo več dobro plačanih delovnih mest. Nastopi pa pri teh delovnih mestih in višjih plačah težava, ki je bila že danes parkrat izpostavljena, da čim pridemo v Sloveniji malo nad povprečno plačo, vemo, da pri povprečni plači pa minimalni smo kar konkurenčni, če se primerjamo s tujino, čim pa pridemo malo nad povprečno plačo, pa lahko rečem kar eksponentno naraste v Sloveniji obremenitev tako za delodajalca kot za zaposlenega. V družbi Lek je bilo konec lanskega leta, če se ne motim, 4890 redno zaposlenih, od tega jih ima kar 550 doktorat ali magisterij. Tako da mislim, da bi bili magister Ljojo idealni za odgovoriti na naslednje vprašanje, kaj pa bi se vi kot delodajalec želeli na tem področju, da bi lahko tudi vnaprej zaposlovali s takim tempom, če se ne motim, ste omenili, da ste le lani zaposlili 650 novih sodelavcev. Kaj si vi kot tak delodajalec želite na tem področju, da bi lahko nadaljevali s takim tempom? Ja, hvala lepa. Drži. Mi smo tudi v lanskem letu nadaljevali stopno zaposlovanja in če se mogoče samo omenim še to, od 650 zaposlenih jih je 400 takih, ki imajo univerzitetno ali pa višjo izobrazbo, kar pomeni, da dejansko vlagamo v delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Zdaj si mogoče tukaj malo nadaljeval to, kar je že gospod minister povedal, kar se tiče izhodne strategije in seveda, kaj nas čaka po covidu. Tukaj se velja ozret najverjetneje na določene lestvice konkurenčnosti. Pri lestvici IMD-jevi recimo o konkurenčnosti talentov je Slovenija na 30. mestu.
in dve ključni zgodbi, zakaj tam in ne višje. Eno, o kateri že kar nekaj časa govorimo, so seveda davki na dohodek, se pravi plače in podobno. In druga zgodba je privlačnost Slovenije za tuje talente, seveda za nadomeščanje znanja, ki ga morda v Sloveniji ni. To je mogoče en element, ki je pomemben pri tudi pripravi nadaljnjih ukrepov. Drugi element, ki bi ga pa želel poudariti, je pa ta, da če pogledate študije tudi Svetovnega ekonomskega foruma, je Slovenija relativno visoko med državami, kjer bo avtomatizacija in nadaljnje spremembe na področju digitalizacije prinesla kar veliko sprememb na delovnih mestih. Se pravi, 25% delovnih mest v Sloveniji lahko tudi izgine, 50% jih je pa takih, kjer se bomo morali prilagoditi. Tako da se mi zdi, to so taki dve ključni zgodbi, ki jih je potrebno upoštevati tudi pri načrtovanju ukrepov. Zakaj bi te ukrepi seveda lahko bili? Zdaj, zgodba z razvojno kapico oziroma socialno kapico se mi zdi, da ima zdaj že kar dolgo brado. Tako da zdaj je že skoraj kralj Matjaž, kar se tiče brade, tako da jaz mislim, da tudi ta aktualna vlada ima zelo resne namene skupaj z Svetom za debirokratizacijo te stvari urediti, kar absolutno pozdravljamo. Želimo si pa, da ne bi izgledali tako, da se zdaj ta kapica uvaja za management, zato moramo biti tudi seveda absolutno realni, na katerem nivoju to kapico postaviti. Mi si želimo, da seveda tukaj zajamemo res tisti ustvarjalni, razvojni del delovnih mest. Zdaj, ne bi želel biti samo zdaj v ta segment osebnih dohodkov, vsem bi pa rad poudaril tudi ta drugi element nagrajevanja zaposlenih. Tukaj govorim tudi o alternativnih oblikah nagrajevanja, ki jih seveda podjetja uporabljamo za to, da kadre tudi zadržimo, ne samo pritegnemo. In seveda tukaj imate seveda cel spekter stvari okoli nagrajevanja z delnicami, delniškimi opcijami, ki je v Sloveniji lahko uporabimo tudi besedo brutalno obdavčen oziroma absolutno neprimerljiv z ostalimi državami in ne dosega svojega namena. Zdaj, kar se tiče samega privabljanja kadrov iz tujine, zdaj mi imamo izkušnjo, ker smo tudi v zadnjem obdobju želeli pritegniti tudi čim več naših kolegov in kolegic iz drugih družb skupine v Slovenijo. In tukaj treba se pa seveda tudi obrniti v to zgodbo raznih bonitet. Zdaj, če nekdo pride v Slovenijo, otroke šola v inštitucijah, ki niso javne zaradi pač jezika in ostalih zadev, še vedno plačuje davke, hkrati pa, če mu mi plačamo šolanje, na primer, je to boniteta, ki jo mora ta zaposleni oziroma firma še dodatno obračunati. Tako da tukaj še dodatno nekako jaz vidim priložnosti za izboljševanje tega okolja, prav na teh dveh mestih, ki Slovenijo vlečeta dol pri konkurenčnosti, se pravi davki na osebne dohodke in pa privlačnost države za tuje talente. Zdaj, kar se pa sektorjev tiče, bi vam mogoče sam še izpostavil eno tezo oziroma eno idejo. Mi zdaj zelo veliko govorimo v Sloveniji o industriji, kjer, kot sem rekel, je kar velik delež lahko podvržen v nadaljevanju spremembam. Premalo pa za moj okus govorimo tudi o storitvah, ki bi jih želeli več pripeljati v Slovenijo. Tukaj smo bili v zadnjih letih priča kar lepemu trendu v nekaterih naših nam konkurenčnih državah, če samo omenim Češko, Slovaško, Estonijo, kjer so dejansko naredili zelo veliko na industriji storitev. Pa ne bi želel, da tukaj izgleda to, da želimo imeti klicne centre ali pa računovodske storitve, ampak govorimo o storitvah z visoko dodano vrednostjo, razvojno-raziskovalnih storitvah na področju informacijske tehnologije in podobno. Tako da ta del se mi pa zdi, da je pa nekako malo zapostavljen in bi ga lahko v nadaljevanju še dodatno razvili, ker v Sloveniji znanje imamo, če smo sposobni pritegniti tudi še določene tuje talente, da dopolnimo to znanje, vzpostaviti pravo okolje, bi lahko tukaj tudi v okviru izhodne strategije naredili en korak v pravo smer. Zdi zelo dobro ste izpostavili dejstvo, da se v Sloveniji smo se dostikrat osredotočili ne na storitvene in se mi zdi, da je bila nekako
je veljala paralela, ne, lahko imamo veliko zaposlenih podjetij z veliko zaposlenimi, ki so slabo plačana, bom temu rekel, tista, ki so pa dobro plačana, jih je pa malo. Ne. Že vaše lanske številke kažejo, ne, da temu ni tako, ne, ker 650 zaposlenih z visoko izobrazbo, to so že lepe številke, ki bi si jih zagotovo več želeli. Ne. Magister Žibret Kralj, vi tudi prihajate iz podjetja, ki dobro poznate primerjave z drugimi državami. Kako pa se primerjamo v Sloveniji za obremenitve plač, obremenitve osebnih dohodkov? Kako se primerjamo že z sosednjimi državami oziroma s tistimi, katerimi vemo, da se sami zelo radi primerjamo, Avstrijo, Češko, Poljsko? Kako tukaj stojimo in kateri vzor bi bilo morda vredno približati naši zakonodaji? Vemo, da ne moremo preslikati enega iz drugega, ker smo vsak svoj sistem, ampak kakšne delčke pa lahko kje prenesemo. Kje bi se tukaj iskali? Hvala lepa za vprašanje. Mislim, da čez vse teme, ki jih danes obdelujemo, poteka ena taka rdeča nit, vse od same zdravstvene krize, PKP-jev, pa potem do obdavčitve in pa privabljanja talentov, pa se bom majčkeno vrnila nazaj k komentarju PKP-jev, ki smo jih v Sloveniji uveljavili. Tukaj bi vseeno rada poudarila, da glede na to, da v Deloittu imamo res pregled lokalno nad praktično celotnim spektrom podjetij, ki delujejo v Sloveniji, da je prav presenetljivo, pričakovanja so bila bistveno bolj črna. In zdaj, ko gledamo bilance leta 2020, se včasih kar začudimo, ker so podjetja dejansko izšla iz leta 2020 v bistveno boljšem stanju, kot je bilo za pričakovati. Drugo je, kaj bo zdaj pomenilo leto 2021, 2022 in tukaj pridemo zdaj do te izhodne strategije, ki ste jo omenjala tako gospod minister kot gospod iz Leka. In ja, tukaj je izjemnega pomena ravno izhodna strategija, ker navsezadnje kriza pomeni tudi en kup enih priložnosti in sprememba davkov, sprememba debirokratizacije je po mojem mnenju tisto, kar nas lahko dejansko povede popolno, danes je tisti pravi trenutek in pravi čas, ko se lahko te stvari dejansko naredijo. In če zdaj se vrnem k vašemu vprašanju, če se primerjamo predvsem z našimi okoliškimi državami, bližnjimi in tisti, ki so v glavnem naši konkurenti, tako na gospodarskem področju, predvsem področju talentov, ja, davčno okolje z področja obdavčitve delovne sile, dohodnine je bolj ugodno v številnih državah. Jaz sem naredila primerjavo, naprimer za samo razvojno kapico, socialno kapico, kolega je omenil, da ima že izjemno dolgo brado, prebrala sem svetovalca ministra z področja davkov. Ja, predolgo se o tem pogovarjamo, o tem, ne vem, 20 let, 10 let plus prav gotovo. In dejansko je čas, da se na tem delu nekaj naredi, ker naprimer v Deloittu se srečujemo z drugačnim problemom kot v Leku. V Leku se srečujejo z privabljanjem tuje delovne sile, v Deloittu ravno tako zaposlujemo v glavnem mlade, ki imajo vsi univerzitetno izobrazbo, ampak ti mladi konstantno pogledujejo v tujino, se pravi, ne da jih ne moremo privabiti, mi jih dejansko izgubljamo, tudi zaradi navsezadnje boljšega okolja. Res je, da ti mladi pridejo nazaj, ampak če pogledamo, kdaj pridejo nazaj, takrat, ko si želijo ustvariti družino, ker imamo pa iz tega vidika blazno lepo okolje, gospodarsko, socialno v Sloveniji. Prosimo, da je tudi pomembna v bistvu lekcija iz tega izhaja. Moramo vedeti, da tudi stanje, ki je danes, ni samoumevno in ni nujno, da bo obstalo, ne? Tako da morda te spremembe rabimo ne samo zato, da bomo rasli, da bomo zadržali obstoječe take delodajalce v takem številu. Ne? Vemo, da so se že kakšni sedeži tujih podjetij preselili v kakšne druge države, ne? In pa seveda, da imamo tudi rast. Ne? Tako da iz tega seveda izhaja vprašanje tudi za ministra, da bi nekako odgovoril na izpostavljeno problematiko. Vemo pa je tudi, da je tudi svet vlade za debirokratizacijo predlagal kar nekaj ukrepov, ki bi nekako naslovili izpostavljene probleme obdavčitve dohodkov. Med drugim je bil predlog za raztegnitev, v bistvu oblikovanje novega dohodninskega razreda, dvig splošne olajšave in pa uvedba socialne kapice.
sicer pri meji 6.000 evrov, kar mislim, da smo tudi že danes v pogovoru, pa tudi v finančni komisiji se nekako zavzemamo, da bi ta meja bila postavljena niže, da bi pokrila razvojne kadre, inženirje, ker mislim, da se vsi strinjamo, vsak direktor dobro že ve, da tudi njegova služba bo ogrožena, če ne bo njegov razvojnik dobro plačan. Tako da bi vprašal ministra, kakšno je vaše mnenje do kapice, razvojne, socialne, kakorkoli jo hočemo imenovati, in pa če bi mogoče lahko izpostavil kakšne od predlogov sveta za debirokratizacijo, za katere pa upamo, da bi že lahko začeli veljati z januarjem, da bi bili mogoče bolj konkretni na kakšnem področju, kaj pa lahko pričakujemo recimo v januarju. Zdaj, najprej glede predlogov sveta za debirokratizacijo, katere sem jaz zelo vesel, bi pa vseeno tukaj naredil neko razliko. Nekaj je debirokratizacija in administrativna poenostavitev, drugo je zniževanje davčnih stopenj. Tako da tukaj, gledajte, vse, kar je glede debirokratizacije in tako naprej, vsekakor podpiramo, dodajamo celo v tej skupini, ki je zdaj na Ministrstvu za finance, ki pripravlja celoten davčni paket, kjer bodo vključeni tudi ti ukrepi v zakonski obliki. Poseben zakon bo tudi, ki se bo nanašal na, bom rekel, različne administrativne ovire. Tukaj mislim predvsem pridobivanje raznih dovoljenj in tako naprej. Tako da to bo večinoma upoštevano in še enkrat, tisto, kar pa je, bom rekel, vprašljivo, a je debirokratizacija ali ne, je pa zniževanje davčnih stopenj ali pa razredov in tako naprej in skratka vse to, kar dejansko vpliva na proračun. Tako da tukaj bi jaz naredil to razliko. Pa tukaj ne rečem, da tudi nekateri predlogi, ki bodo zniževali, sem že rekel, da mi vsekakor ne bomo povečevali davčnih stopenj in jaz mislim, da imamo danes nekatere nesmisle, ki so bili tukaj že omenjeni, naprimer glede nagrajevanja z delnicami, opcijami in tako naprej. Tukaj mislim, da moramo vsekakor slediti, bom rekel, tudi razvoju na tem področju. Mislim, da je treba, pa bom zdaj še neko drugo zadevo tudi odprl, ko se primerjamo z drugimi državami in obdavčitvijo, moramo gledati seveda tudi celotno zakonodajo, pa bom kar rekel zdaj delovnopravno zakonodajo. Vključno z kolektivnimi pogodbami in vključno s tistim delom kolektivnih pogodb, ki, bom rekel, prinašajo različne razrede in minimume. Tukaj pač v Sloveniji zaradi različnih razlogov ne bi šel zdaj v to, to ne deluje dobro. Ne deluje dobro, imamo minimalno plačo, potem naprej je pa že neke panožne pogodbe so, ampak v generalnem smislu, v splošnem smislu, mi nimamo tega urejeno. Naprimer v Avstriji se točno ve, koliko bo dobil električar minimalno plačo. Tudi se točno ve, koliko bo dobil natakar minimalno plačo. Po kolektivni pogodbi, ker to deluje. Tako da jaz bi tukaj seveda odprl to vprašanje in povabil delodajalce in delojemalce, da dejansko to uredijo, ker drugače ti razredi ne delujejo. In tukaj se potem tudi zalomi pri davčni zakonodaji in tako naprej. Se pravi, to je, jaz mislim, tudi treba urediti. Drugo, kar govorimo o razvojni kapici in skratka tej kapici, moramo pogledati tudi to logiko te kapice. Večina držav ima to kapico na pokojninskem področju, manj na zdravstvu. Tako da zdravstvo nam pravzaprav ne, logika je naslednja. Mi imamo v Sloveniji maksimalno določeno pokojnino. Jaz niti ne vem, koliko točno je, ampak ta maksimalna pokojnina je določena. Nimamo pa določeno maksimalnih prispevkov, ki se jih plačuje za pokojninsko zavarovanje. Kar pomeni, ne glede na to, koliko plače nekdo dobi, če govorimo tudi o 10.000, 100.000, te meje ni, čeprav bo dobil limitirano pokojnino, ki je določena. In tukaj je seveda logika, zakaj se dejansko, bom rekel, je tukaj neka stopnja pravičnosti, da ne plačuješ od neomejenih zneskov v pokojninsko blagajno, ampak od omejenih, zaradi tega, ker je tudi pokojnina na vrhu dejansko omejena. In to je zdaj ta logika, če nekoliko razdelamo to kapico. Nimamo pa takšnih zadev ali pa takšne ureditve na področju zdravstvenega zavarovanja.
Jaz ne grem zdaj v kvaliteto, koliko je zdravstvo kvalitetno ali ne, to so druga razprava lahko, ampak tukaj, koliko cena pač ni omejena, ni zakonsko omejena, da tako rečem. Tako da vsekakor na področju pokojnin, bom rekel, je seveda tudi logično, da zaradi tega države uvajajo to kapico. Seveda pa je, pač če gledamo pa zdaj malo računsko, se ve, katera je tista osnova, ki prinese maksimalno pokojnino. Od katere osnove je treba plačevati, da dobiš maksimalno pokojnino. In seveda tukaj je potem določena najbrž tudi ta zgornja meja v tem okviru nekje. Če gledamo zdaj iz tega zornega kota. Ker osnovna logika tega je in v vseh državah so to uvajali zaradi tega razloga. Drugo je seveda potem, da ima ta tako imenovana razvojna kapica sedaj tudi vpliv na kadre in tako naprej in tako naprej. Ampak izhaja iz tega sistema, tovrstnega pokojninskega sistema, ki ga ima tudi v Avstriji. In v Avstriji je ista zadeva, ampak logika je v tem. Tako da z tega zornega kota, vsekakor, mi smo enkrat že hoteli narediti, pač takratna vlada, ta preboj v Sloveniji, takrat to ni šlo. Jaz upam, da seveda bo šlo zdaj, seveda, ker tukaj je seveda veliko elementov glede te kapice, predvsem jaz tukaj mislim na pokojninskem področju. Tako si, res je, kaj izvoj kapice v temu, tudi tako, kot ste omenili pri drugih državah, ker so sploh iz pokojninskih blagajn povsod po svetu večino omejene pravice, pokojnina je pravica in v Sloveniji, da je okoli 2000 neto, je nekako trenutno maksimalna pokojnina, malo več, ampak ne dosti več. Tako da v bistvu je seveda potem omejeno, je nekako pošteno, da bi bilo omejeno tudi samo vplačilo v sistem, ker imaš pravice omejene. Tako da je debata v bistvu kapici je večplastna. Vemo, da ima Nemčija, mislim, da pri nekih 500 postavljenih bruto, Avstrija še malo niže, tako kot smo že omenili, tako da res je, tam, ko so omejene pravice, ne bi bila omejena tudi vplačila, vemo pa pri zdravstvu ni tako. Tako da zagotovo je ta debata večplastna, je pa tudi res, da v bistvu se mi zdi v Sloveniji pomemben napredek, da bi se že na načelni ravni dosegla uvedba, ker se mi zdi, bi bil to nek družbeni konsens o temu, da če ima nekdo omejeno neko pravico na neki meji, da je pošteno, da ima tudi vplačila omejena na določeni meji. Barbara, ste hoteli še nekaj dodati? Izvolite. Ja, zelo vesela sem, da je gospod minister izpostavil to omejenost pravice na eni strani in pa odprtost dolžnosti na drugi strani, takrat, ko govorimo o plačilu, ki je navzgor neomejen, zaradi tega, ker se mi zdi, da v družbi enostavno še vedno v Sloveniji obstaja to pravilo uravnilovke. Jaz absolutno zagovarjam socialno državo, ampak vseeno je pa potrebno narediti vzporednico med pravicami in med obveznostmi. In ko govorimo o socialni kapici, če jo ne imenujemo razvojna kapica, je prav, da se vedno poudarja ta element obveznosti in pravice. Tako da res lepo, da je bilo to, da je to tako lepo razloženo in to je treba v javnosti tudi poudarjati, takrat, kadar se pogovarjamo o uvedbi socialne kapice. Če pa jo poimenujemo malo drugače, se pravi iz socialne v razvojno kapico, kar je bilo tudi že omenjeno, ima pa ta razvojna kapica še drug efekt. In sicer tukaj, če povežem nazaj z izhodno strategijo iz krize, z razvojno kapico, če bo postavljena na primerni ravni, se pravi, ne vem, govorimo, zapisano je 6000, okoliške države, ne vem, mislim, da ima Avstrija na 4,5. Če naredim malo primerjavo z plačami, pa mogoče v našem sektorju, kjer imamo visoko izobražen kader, ki imamo kader, ki vleče naprej, ki je razvojen kader, bi ta meja 6000 ne pomenila veliko, zaradi tega, ker je relativno mali odstotek tistih zaposlenih, ki bi jim to pomenilo potem privlačnost, da bi kljub temu se ne spogledovali za tujino in da bi ostajali v Sloveniji in tudi zaradi tega efekta razvojne kapice, socialne kapice, potem ostali pri nas zaposleni. Tako da morda analiza, jaz razumem, da verjetno 6000, gospod minister, bila narejena
verjetno na podlagi res pravica obveznost. Če se doda še ta efekt zadržanja razvojnega dela kadra, ki nas zna potegniti tudi iz te krizne situacije, se pravi neke izhodne strategije, verjetno bi veljalo razmišljati tudi o neki nižji meji. Še mogoče vas pogled, magister Jojo, iz farmacevtske panoge, ki je tudi veliko razvojnega kadra, kje naj bi morda bila ta meja? Zdaj, jaz bi najprej pač tudi se zahvalil gospodu ministru in pozdravil to razmišljanje, kar se tiče neke logike uvedbe kapice. Tle bi si pač pridružil Barbari, zdaj meja na nekih 6.000 evrih je najverjetneje res kar precej visoka za večino industrij. Tako da tukaj sam predlagam, da se dejansko pogleda mehanizem v Avstriji, kjer je ta meja nižja, tako da se približamo tam nekje med 4.500 evri. Po mojem bi pa že bila nek efekt tudi na tem razvojnem področju, ne samo na tem seveda področju pravičnosti pri vplačilih v pokojninski sistem. Mislim, da bi bil zdaj dober čas, da še naše gledalce povprašamo malo za njihovo mnenje in da naredimo kratko spletno anketo, ki da bojo lahko rešili med tem, ko bomo mi se lotili naslednjega vprašanja. Tako da bi prosil, se anketa prikaže. Tako. Vse bi prosili, da odgovorite, da v bistvu označite 3 dejavnike, ki bodo po vašem najbolj pripomogli k dvigu Slovenije na lestvici konkurenčnosti, ali je to stimulativno davčno okolje, vlaganje v raziskave in razvoj, gospodarska uspešnost, debirokratizacija, poslovna učinkovitost, fizična in digitalna infrastruktura in pa drugo. Tako da bi vam dali vmes malo časa, mi bi se pa lotili drugega vprašanja, pa bomo potem skupaj pokomentirali rezultate. Dajmo, da ko smo v bistvu govorili o visoki obremenitvi, kapici podobno, pa vemo, da imamo v Sloveniji tudi bom rekel, zelo ugodno obliko dela, to je normirani SP, če lahko rečem oblika dela. Vemo, da se v bistvu že kar nekaj let dogaja tako imenovan, bi kar rekel, beg v normirani SP. Se vemo, da je v bistvu stopna 100.000 evrov za normirane dohodke v primerjavi z redno zaposlitvijo neke osebe zelo ugodna, lahko rečemo. Zdaj, v javnosti se je najprej pogosto omenjalo SP v povezavi s tem, da so delodajalci silili zaposlene, da so mogli odpreti SP in potem naprej nadaljevati z delom prek te oblike dela. Opažamo pa v praksi tudi pogovor z drugimi, posebej v IT panogi sem zaznal, pa tudi v kakšnih drugih, da se pojavlja zdaj celo obratna situacija, da mladi več nočejo biti na višjih delovnih mestih redno zaposleni in da preprosto oni, bom rekel, izsiljujejo delodajalce oziroma ne želijo biti več v redni zaposlitvi. Se pravi, da se dogaja obratna situacija. Pa bi najprej vprašal magistra Ljojota, saj vaše podjetje zaposluje veliko zaposlenih, tudi veliko mladih, ker na novo zaposlujete. Kakšni so glavni izzivi pri zadržanju teh ključnih kadrov za prihodnost v redni zaposlitvi? Saj vemo, da ima vsako podjetje rajši reden, dolgoročen odnos z zaposlenimi, ki se lahko skupaj razvijajo. Kako vi vidite ta problem in kako v bistvu ga pri vas naslavljate? Kaj več v bistvu ponujate zaposlenim, da greste tukaj nasproti? Za vprašanje, jaz sem vesel, da se zdaj malo premaknemo samo v tistega what country can do for you, kaj pa mi lahko kot podjetja tudi sami naredimo. Tako da jaz moram reči, da mi nekega odliva naših kadrov v SP zono ne zaznavamo zdaj in tudi načeloma nimamo nekih takih pristopov, da bi si želeli delati zelo velikim številom SP-jev. Delamo pa veliko v bistvu na okolju, ki dejansko omogoča, da kadri pri nas ostanejo oziroma da jih zadržimo na nek daljši rok. Tako da jaz mislim, da se mogoče malo premalo govori o tem, da seveda tudi podjetje, ki razvija svojo kulturo, lahko na to precej vpliva. Mi se zdaj želimo premikati od neke firme z zelo strogo hierarhično ureditvijo v firmo, kjer so vodje tam zato, da podpirajo zaposlene in pomagajo dejansko uresničiti tiste zamisli pa ideje, ki jih ti zaposleni imajo, in prek tega poskušamo dosegati tudi boljše rezultate in nekako v zaposlenih vzbuditi tudi večje zanimanje za same izzive, ki jih pri delu imajo.
Zdaj, omenili ste dejansko, populacija pa nas je tudi relativno mlada, sploh pri novih zaposlitvah. Tukaj mislim, da so pomembni pa še ostali malo mehkejši faktori. Ali jaz kot novo zaposleni imam dostop do ustreznega izobraževanja. Mi praktično vsem zaposlenim omogočamo izobraževanje preko vseh teh večjih portalov izobraževalnih, kot je LinkedIn Learning ali pa Coursera. Za tiste, ki mogoče malo manj poznajo, tukaj se lahko pridobi tudi formalna izobrazba in je to v bistvu za naše zaposlene popolnoma brezplačno. Tako da drug del je pa seveda povezan, zdaj v zadnjem času zelo modern zaradi COVID omejitev, je pa način dela. Se pravi, ali so zaposleni pri svojem načinu dela fleksibilni. Pri nas smo uvedli model, ki mu rečemo odgovorna izbira, in kjer zaposleni, ki to seveda lahko zaradi narave delovnega mesta počnejo, izbirajo, ali bodo delali seveda na delovnem mestu v firmi ali delali nadaljavo. In tukaj se nekako ne omejujemo več na delo od doma, ampak uporabljamo delo nadaljavo kot termin, zaradi tega, ker je čisto vseeno, če ti delaš danes v parku, če ti tako paše, pa če je zunaj sonce in tako naprej. Tako da želimo predvsem preiti iz tega merjenja na uro, na merjenje na učinek. Se pravi, kaj dejansko ti pri tem delu dosegaš. No in to se seveda potem kulminira tudi v različne karierne priložnosti, ki jih zaposleni imajo in jih seveda lahko dosegajo tako znotraj slovenskega okvira kot v neki taki globalni organizaciji. Predvsem zaradi tega, ker seveda imajo konstantno možnost nadgrajevati svoja znanja in dejansko biti tukaj v trendu. To je to, kar sem rekel prej, toliko in toliko delovnih mest bo podvrženih pač spremembam zaradi avtomatizacije, umetne inteligence in podobno. In pač kot firma morate gledati toliko let naprej, kako bodo zaposleni imeli taka znanja, ki jih pač potrebujete. No in ne nazadnje, vse to pa seveda potem kulminira v raznih certifikatih, kot so Top Employer, tudi certifikat, ki, bom rekel, nekako poudarja našo zavezanost vključenosti, kot je LGBT in podobno. Tako da jaz mislim, da je kar en cel diapazon aktivnosti, ki jih pa firme lahko same naredimo, zato da talente zadržimo tudi v našem okolju. Magister Žibret Kralj, imamo problem z normiranimi SP po vaše, in če ga imamo, kje je ta? Je morda meja postavljena previsoko? Vemo, da včasih ni bila 100.000 evrov za normirane dohodke. Vemo, da verjetno velik del teh normiranih SP-ov ne deluje, kot bi temu rekli, kot pravi podjetniki, da prevzemajo tveganja, to pa bolj uporabljajo to obliko dela zaradi zelo ugodne obdavčitve. Kako vi vidite ta problem? V Deloittu ga nimamo. Tako da podobno kot v Leku, v Deloittu ga nimamo v Sloveniji. Jaz mislim, da je ta problem povezan zelo močno z nefleksibilno delovno zakonodajo, ki jo v Sloveniji pa imamo. Se pravi, ne zgolj in samo z davki, ampak tudi z zelo nefleksibilno delovno zakonodajo. Mi se prepogosto oziroma se zelo veliko ukvarjamo predvsem z tem nižje plačano delovno silo, kjer ta problem obstaja, medtem ko pa morate vedeti, da pač obstaja, svet se spreminja, gospodarstvo se spreminja, delovno okolje se spreminja in kot je Robert omenil, mladi ljudje si želijo bistveno več fleksibilnosti. Ne, da to fleksibilnost si želi samo delodajalec, kar je zelo velikrat poudarjeno in tudi vi ste uvodoma omenili, da ta beg v SP je bilo percipirano, da je to bila prisila delodajalcev, da delajo zaposleni v SP-jih. Jaz mislim, da je bila zadeva od nekdaj drugačna, samo da je pa sektorsko bila različno razporejena. In dejansko je želja mladih in tudi, ne vem, določenih sektorjev, ali so to IT-ovski, od nekdaj bila po večji fleksibilnosti, ki so jo pa SP-ji omogočili. Seveda pač tukaj gre verjetno tudi za neko določeno, lahko rečemo, ne kratkoročno oziroma kratkoročno, ne dolgoročno videnje omejitve nekih pravic, ki ti potem sledijo z neko redno zaposlitvijo v bodočnosti, ampak kot hočem poudariti, dejstvo je, da se okolje spreminja in fleksibilnost je blazno pomembna. Uvajanje virtual mobility, prej je Robert omenil, da kako vidi tujina Slovenijo kot eno
simpatično državo. Tudi mi se vidimo kot simpatična država in za uvajanjem virtual mobility, da ti sediš v Sloveniji pa delaš za ameriško podjetje, je nekaj, kar je realnost, to se dogaja danes. Inclusion, potem delo od doma. Jaz res upam, da bo kriza COVID-19 pripomogla, da bomo to fleksibilno delovno okolje dejansko uvedli in ga ne pretirano zbirokratizirali, ker to je izjemna nevarnost. Se pravi, mi se že danes srečujemo s tem, če želijo naši zaposleni delati od doma ali od koderkoli, da se lahko hitro trčimo ob precejšnje birokratske ovire. Tako da jaz upam, da bomo tudi iz krize potegnili neke zelo dobre spremembe za vnaprej. Gospod minister, se nam obetajo kakšne spremembe pri normiranih SP-jih? Vemo, da je tudi Svet za debirokratizacijo nekaj predlagal na tem področju, oziroma kako ga vi vidite in ali se bo kaj spremenilo na tem področju. Zagotovo bi se pa strinjal, kaj je Barbara izpostavila, da ni normirani SP ni tako popularen samo zaradi davčnega vidika, tako da je tudi drug vidik, ki ga ne moramo rešiti samo na tem področju, ampak vseeno. Ja, hvala lepa. Glede tega vprašanja sem ga vesel, bi pa tukaj pozoril na eno zadevo in velikokrat se, ko se govori o normiranem SP-ju, govori zelo poenostavljeno. Govori o tem, da pač, tako kot tudi danes ste povedali, delodajalci pač želijo, da je nekdo SP in da bo potem SP, ker je to boljša obdavčitev. Da po drugi strani ste rekli tudi, da SP to želijo in tako naprej. Ampak da imamo malo vsebinsko pogledati vso zadevo, no? Ker potem se zadeve zakomplicirajo, zapletejo in potem pride do nekih težav in potem bo kriva najbrž spet država. Ne? Prvič SP dela v svojem imenu in za svoj račun in je za to tudi odgovoren. Če nekdo v delovnem razmerju dela po navodilih, bom rekel, delodajalca, najbrž je to pač nek nadrejeni in tako naprej, na delovnih sredstvih delodajalca, v prostorih delodajalca, lahko tudi doma se strinjam fleksibilno in tako naprej, na podlagi neke pogodbe, ki jo ima o delovnem razmerju, skratka ima službo in tako naprej. In pravni položaj je tukaj popolnoma različen. Druga zadeva, kar je, imamo v zakonu o dohodnini določbo, kdaj neko delo, ki ga opravi SP, postane obdavčeno tako kot plača. To je, če je 70% se dela samo za enega delodajalca, na njegovih delovnih sredstvih, pod nadzorom delodajalca in tako naprej. Skratka, da gre za elemente delovnega razmerja. Ja, in takrat pride FURS in obdavči to kot plačo. In potem nastane težava. Zato tega bi jaz samo tukaj želel, da to celovito prikazujemo. Da to ni zdaj samo pač ena možnost, da se reče, zdaj bom pa nižje davke plačeval, pa bom jaz zdaj normiran SP. Ampak za sabo potegne ogromno drugih zadev. In če bi pač vsi ljudje, ki se za to odločajo, vedeli vnaprej, kaj to dejansko pomeni, bi najbrž tudi zaradi tega, bom rekel, še enkrat razmislili. In seveda potem na koncu bo pa zdaj, ne vem, kriv FURS ali pa kriva država, čeprav je vnaprej že 10 let to točno napisano. In zaradi tega bi jaz bil pri tem, ko nekdo reče, dajmo biti zdaj tako ali pa drugače, zelo previden. In tudi, če nekdo zdaj reče, jaz bi pa to delal kot SP, ja, potem si ti odgovoren za to delo, ti nosiš vso zavarovanje, pa pustimo zdaj delovno zakonodajo, da pač SP ne bo dobil pol od tega delodajalca, ne vem, dopusta, pa šolanja, pa ne vem, še vse te zadeve, ker zraven pa še v delovnem razmerju. Tako da, a veste, ni samo to. Je več stvari. Res pa je, da imamo, če zdaj tako gledamo, ker smo prej govorili o previsokih davkih, na tem področju najbrž najnižji davek na svetu. 100.000 evrov, 80% normiranih odhodkov, kar pomeni, da če vzamemo 100.000 minus 80.000 je 20.000, pa 20% davek je to 4.000 davka na 100.000 evrov prihodkov. Tako da je treba seveda tudi to videti, ampak namen te rešitve je bil ravno to, da se zažene podjetništvo, da se zažene
bom rekel, podjetnike in tako naprej, ne da ostanejo, predvsem na nekaterih storitvenih dejavnostih, vedno na 100.000 in računajo, kako ne bi presegali 100.000. Tukaj so recimo svetovalne storitve, recimo krasne recimo za to, ne? Ampak, da bo presegel 100.000, šel na milijon, postal podjetje, postal veliko podjetje, srednje podjetje, postal mednarodno podjetje, skratka, postal globalni player, če želite. Da bo ta zagon boljši. Mi seveda potem to vedno pač nekoliko izkoristimo, pa se potem zadeva izrodi. Ampak tukaj bi jaz apeliral, da se, ko se o tem razmišlja ali zaposliti enega tako ali drugače, da dejansko pogledamo celotno sliko. Ker potem nastane res problem. In zdaj isti problem, bom kar mednarodno povedal, imajo v Avstriji. In tam tudi obdavčajo to kot plačo. In to zelo striktno. Tako da, gledajte, jaz pač to je ena izmed možnosti, mi jo bomo proučili zdaj kako in kaj, ampak res bi rad, da se pač celotna slika glede tega tudi pove. Zagotovo je tako kot pri naložbah, ne. Bolj donosna naložba je tudi bolj tvegana, ne. Dostikrat ljudje vidijo samo donos, ne. Tako da tudi pri tem seveda mislim, da tudi dosti ljudi, ki se poda na pot SP-ja, sploh tisti, ki hočejo iti v to, ne, prostovoljno morajo vedeti, da je seveda s tem tudi večje tveganje povezano, tako kot ste omenili, ne. Smo pa dobili tudi kar nekaj komentarjev od našega občinstva, no, na to temo normiranih SP-jev. Mark Pleško je omenil, da je normirani SP nelojalna konkurenca poštenim delodajalcem, sploh v IT svetu. Veliko razliko v sami obdavčitvi je izpostavila tudi Maja Mikek iz Celte, ampak morda, da ne bomo preveč na tej temi, bi pa zdaj pogledali rezultate naše ankete, pa je morda pokomentirali. Pa nismo vsi očal prinesli seboj. Sedaj prvo tako stimulativno vlaganje v raziskave in razvoj in pa debirokratizacija so glavno izpostavljeni, tako da mislim, da se je v bistvu zelo poklapla tudi s tem, kar smo danes govorili. Kar smo že tako da mislim, da nekako smo kar pokrili z našim pogovorom to. Ob tej priložnosti bi dal možnost za komentar še poslovnemu direktorju Mastercarda, Luki Gabršku, ki je danes z nami v vlogi ključnega poslušalca. Tako da, Luka, morda vaše mnenje napovedano in pa potem mislim, da imate tudi vi eno vprašanje za ministra. Hvala lepa. Naj najprej pohvalim tole izvedbo. Skoraj se mi zdi, kot da smo že v tistih pravih dogodkih, glede na kvaliteto tega pač dogodka. Lep pozdrav vsem. Morda bi se navezal pač iz moje industrije, to je plačilna industrija, na neko tezo, ki jo je gospod Robert na začetku omenil, in to je, da je digitalna infrastruktura zelo pomembna. Del digitalne infrastrukture, vsaj jaz vidim tudi v sistemskih omrežjih za brezgotovinska plačila, v kakršnikoli obliki. In brezgotovinska plačila po vseh raziskavah družbi dokazano prinašajo precej koristi, tako z vidika sistemskih učinkovitosti, predvsem tudi davčne discipline in morda ni tako nepomembno tudi povečane potrošnje na koncu. Ne omenjam, da tudi te raziskave govorijo o tem, da smo v Sloveniji precej daleč od brezgotovinske družbe, čeprav včasih sami menimo drugače. Smo celo daleč stran od evropskega povprečja, recimo, če merimo število brezgotovinskih plačilnih mest na milijon prebivalcev ali pa podobne KPI-je. Še en moment se dogaja in to je, da moderne države vedno bolj priznavajo pravico potrošnika, da za plačilo izbere brezgotovinsko možnost. Torej, da ni gotovina tista pravica, kako bi rekel, trgovca, ampak da je prišlo do nekega shifta, da ima potrošnik zdaj že pravico zaradi popularnosti določenih oblik, primernosti, varnosti in podobno, da sam izbere način plačila kot brezgotovinsko možnost. In naj pokomentiram, da se zato pač naše sosednje države tega lotevajo sistemsko.
torej ali s programi pomoči podjetjem, da razvijajo, da se opremijo na nek način za brezgotovinsko možnost sprejema plačil, ali pa celo z mandatiranjem. Recimo, najbolj glasen primer je Švedska, ki jo vsi kot nek sinonim brezgotovinske družbe obravnavamo, in tam je, da ko podjetje doseže nek nivo prometa, pač mora svojim kupcem na B2C trgu ponuditi tudi brezgotovinsko možnost plačila. In moje vprašanje je pravzaprav zelo enostavno, kakšen je vidik države na potencial tega in pa na samo pospeševanje brezgotovinske družbe. Torej, ali se sploh razmišlja v tej smeri, da bi država se aktivno vključila v to in če vidi v tem koristi. Hvala. To vprašanje za vas, minister Agolje. Hvala lepa za vprašanje. Ja, seveda se država vključuje, bom rekel, zaradi tega, ker brezgotovinsko poslovanje je zdaj že, bom rekel, evropsko tako znano in tako pogosto, da, bom rekel, ga regulatorji, ali pa tukaj je predvsem centralne banke, centralna banka evropska in seveda tudi drugi regulatorji nadzorujejo, ne samo nadzorujejo, tudi pišejo različne predpise, uredbe in tako naprej. Jaz jih zdaj tukaj ne bi navajal, čeprav jih imam. In ja, brezgotovinsko poslovanje bo imelo vedno večji delež. Tukaj bo seveda država pripomogla k temu, da se bo razvijalo, hkrati pa mora seveda skrbeti tudi za nadzor in te nadzorno vlogo in nadzorno funkcijo bo ravno tako imela. Zdaj, jaz sicer morda težko predstavljam, da bo čez nekaj let že gotovina izginila, še predvsem med, bom rekel, vsekakor nekaterimi klasičnimi prodajami, kjer gotovina še vedno obstaja, razni trgi, tržnicami in tako naprej, čeprav povsod je to možno, ampak kakorkoli že. Morda bo nastala samo še eksotika slej ko prej, tako da tukaj jaz mislim, da se bo to razvijalo že samo po sebi. Bo pa treba regulirati pač tudi zaradi tega, ker vemo, da se lahko tudi tukaj kakšne zadeve, bom rekel, ali pa pretaka denar takšen, ki se ne bi smel pretakati, kakšne dejavnosti so, jih bo tukaj treba kontrolirati, predvsem glede pranja denarja. Jaz mislim, da tukaj bomo imeli v Evropi tudi predpise z tega področja veliko bolj okrepljene. Hvala. Kako za zadnje vprašanje bi pa pogledali naprej. Omenili smo že nekajkrat, da smo zdaj na začetku izhodne strategije. Vemo, da je tudi Unija oblikovala enormen sklad v višini 750 milijard, katerega ključni element naj bi bil inštrument za okrevanje. Sloveniji bo po ključu pripadlo približno 5,2 milijarde evrov sredstev, nekaj od tega bo povratnih, nekaj nepovratnih. Zdaj, vemo, da v preteklosti v Sloveniji nismo bili najboljši pri črpanjih evropskih sredstev iz različnih področij. In pa seveda tudi zdaj ta črpanja imajo določene omejitve, saj ima Unija tudi nekako zapovedano, kaj in zakaj ne bi se ta sredstva porabljala, ima določene pogoje. Kaj bomo naredili, gospod minister, da bomo počrpali čim več te evropske pomoči? Res, da je tako, kot ste omenili, nobeno kosilo ni zastonj, ampak vseeno, kaj je ponujeno, mislim, da bi najmanj toliko bilo vredno tudi počrpati. Se pravi, kaj bomo naredili, da bo drugače, kot je bilo do zdaj, in pa predvsem, kaj tudi vi mislite, da bi morali usmeriti ta sredstva? Že sama Evropska komisija določa usmeritev, to temeljno usmeritev v zeleno in v digitalno, kar pomeni, da tovrstni projekti ali pa sploh projekti ne morejo biti brez teh dveh komponent, se pravi okolje prijazno na eni strani in na drugi strani digitalno. In tretjo, kar je izredno pomembno in bi želel tukaj poudariti, da ti projekti so narejeni tako, da zahtevajo ne samo, bom rekel, neko izgradnjo in tako naprej, ampak reformo. Reformo v smislu sprememb na bolje. Tukaj mislim predvsem na recimo reformo
povezav, to je sigurno ena izmed reform, lahko se pravi, tukaj mislim različne vrst prometa, ki mora biti seveda zeleno naravnan, to se pravi ne za izpuhi in tako naprej, ampak če govorimo zdaj o tukaj novih virih, energetskih, elektrika in tako naprej. Zaradi tega bomo pospešeno gradili seveda tudi železniško infrastrukturo, če zdaj to omenjam. Naslednja zadeva, ki jo bomo tudi na tistih območjih gradili, je cestna infrastruktura ob upoštevanju seveda vseh okoljevarstvenih vidikov. In seveda tisto, kar je pomembno, je, bom rekel, razvoj turizma, vendar tudi ta razvoj mora biti digitalen, povezan z digitalizacijo in z, bom rekel, zelenim okoljem. Jaz mislim, da na tem področju bi, predvsem na turističnem, moramo priti eno stopnjo višje, se pravi, da bomo imeli dejansko turizem z večjo dodano vrednostjo, v povezavi seveda tudi z kulturo. Mislim, da je tudi izredno pomembno, da poskrbimo na socialno-zdravstvenem področju za ljudi, kar pomeni, da načrtujemo zdravstveno reformo in seveda reformo, bom rekel, skrbi za starejše občane in to je dejansko vse povezano. Evropa pa zahteva in to se zdaj pripravlja v končni fazi, so ti projekti, da se to predloži Evropski komisiji. Je pa treba vedeti, da tudi ta uredba je bila izdana pred, mislim, da 14 nedavno tega, tako da na tej podlagi bomo dejansko pripravili celoten program. Je pa en del je odplačen, en del je neodplačen, ampak kot sem že rekel, tudi tisti neodplačen je lahko odplačen, ker Evropa tudi tukaj načrtuje nov finančni vir za neposredno financiranje Evropske komisije oziroma teh skladov. V končni fazi se vedno vse vrne. Barbara, kaj menite, da bi mogla iti ta sredstva za prihodnji razvoj? Kam bi mogli usmeriti, da bi dosegli nekak preboj pa več teh mest, ki smo danes že govorili o njih? Ja, tako kot je gospod minister že omenil, so v bistvu zadeve kar precej predpisane. Okviri so postavljeni, znotraj teh okvirjev se je pač potrebno gibati, v kolikor želimo ta sredstva dejansko počrpati. Gospod minister je omenil reforme, se pravi hitro. Jaz sem uvodoma rekla, da nismo dostopna država in zdaj z izgradnjo ustrezne brezogljične infrastrukture, železniški promet je to sigurno ena izmed stvari, ki je lahko, če rečem karikirano, low hanging fruit. Med reformami morda gospod minister ni omenil digitalizacije na področju šolstva. Jaz menim, da je digitalna pismenost ali pa naprimer veščina programiranja med šolajočimi, med mladimi relativno na nizki stopni v Sloveniji in to je tudi ena izmed stvari, ki bi nas lahko, ki bo zelo pomembna v bodoče in tudi znotraj te digitalizacije, v katero se bojo sredstva, so namenjena evropska sredstva, bi bilo treba tudi v tem delu razmišljati, se pravi večja programerska pismenost, digitalna pismenost med mladimi in tukaj je sigurno pomembna tudi neka reforma šolstva na tem področju. Hvala. Magister Jojo, še vaš pogled, ne samo kam bi mogli usmeriti teh 5 milijard, ampak tudi mogoče v povezavi s tem usmeritev na storitvenost, kar ste že prej omenili, se prihajate iz podjetja, ki ima tudi trajno zelo zapisano v svoj genom, ne da bi rekel, kam bi morali iti. Ja, jaz bi mogoče razmišljal malo podjetniško, in zdaj, če pogledamo firme, poleg seveda finančnih parametrov uspešnosti firm, se v zadnjem času zelo poudarja tudi kratica ESG, Environment, Society, Governance. In firma ni uspešna, če ima samo zelo dober profit pa prodajo, ampak mora tudi narediti kaj na ostalih elementih, ki seveda potem posledično zvišujejo uspešnost same firme. Tako da jaz bi prek tega malo razmišljal tudi o državi, gospod minister in Barbara sta že veliko rekla o environment delu, se pravi ta del definitivno pomemben. Zdaj mi se moramo zavedati, da velika večina globalnih firm je najavila prehod na praktično CO2 neutralno delovanje nekje med leti 25-30. Jaz mislim, da tukaj je priložnost tudi za investicije teh sredstv v ta del. Zdaj, kar se tiče v bistvu tega society dela, mislim, da so tukaj kar veliki načrti. Jaz bi poudaril, da se je sploh v COVID krizi
izkazali tudi, kako pomembna je robustnost zdravstvenega sistema, kako pomembna je robustnost v bistvu tudi oskrbovalnih verig in zagotavljanja, da mi na te izzive, ki COVID je eden izmed teh izzivov, lahko da še kakšen bo, lahko dobro odgovorimo. Jaz mislim, da tudi Evropska unija z svojimi strategijami zdaj na to odgovarja, in bi se tukaj pridružil Barbari, ki je omenila digitalizacijo šolstva, definitivno tudi telemedicina, digitalizacija zdravstva, ključna zadeva. Mi bomo mogli tudi po COVID-u seveda nadomestiti vse čakalne vrste oziroma bojo te najverjetneje precej daljše, tako da omogočiti, da tisto število zdravnikov in osebja, ki ga imamo, dejansko lahko naslovi čim širše potrebe prebivalstva. Tako da absolutno ta del digitalizacije. Na področju governance bi pa jaz rekel absolutno, se pravi, spremembe v javni upravi, reforme v javni upravi treba nadaljevati. Digitalizacija je tukaj seveda ključen pojem. Estonija je za mene tukaj tak lep primer, kjer ni treba v bistvu nič na novo izumljati, ampak je treba nekako mogoče sam pogledati, kaj lahko čim hitreje skopiramo. Tako da to so vse neke stvari, kamor jaz mislim pa tudi v skladu z usmeritvami Evropske unije se bodo sredstva namenjala in jaz si seveda želim, da bi bili tukaj tudi čim bolj učinkoviti. Bi pa reči eno stvar mogoče poudaril, se pravi, za mene je pa pomemben tudi, kakšen brand si bo Slovenija kot država naredila v nadaljevanju. A bo to zdaj samo simpatična država, kamor se pride na turizem, ali se želimo profilirati tudi, da smo mi država, ki ima znanje, čeprav je majhna, ampak vseeno zna in zmore zadeve narediti. Jaz se malo v šali, včasih tudi pri mojih v firmi pošalim, da mi nikoli ne bomo najverjetneje tako dobro organizirani, kot so Nemci, pa nočemo biti toliko poceni, kot so Indijci, lahko smo pa najbolj fleksibilni oziroma agilni. In jaz mislim, da tukaj mora tudi Slovenija iskati svojo priložnost za naslednje desetletje. No, mislim, da imamo dobro iztočnico za zaključek, da ne bomo predolgi, ker vemo, da vas potem vse čaka še pogovor v tako imenovanih breakout roomih z našimi poslušalci. Tako da mislim, da če bi nekako sklenil vse, kar smo danes govorili, se strinjam z magistrom Jožetom, da nas bo tudi kratica ESG še dolgo spremljala, tudi samih v naše pokojninske sklade ravno v letošnjem letu uvajamo, velik trend v finančni industriji in mislim, da bi mogli tudi na državo gledati skozi merila ESG, da bo v bistvu razvoj prijazen, bom rekel, vsem deležnikom v najširše gledano in da ne gledamo seveda samo na okolje, tudi družbeni in pa governance del je zelo podoben del tega ESG-ja in pa seveda, da upamo, da bomo tudi z reformami, ki jih lahko pričakujemo, zadržali najprej čim več delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in pa pritegnili še nova. Tako da mislim, da bi s tem sklenili naš današnji pogovor in se še enkrat zahvalim vsem. Zdaj pa bi vrnil besedo Ajši, ki bo naprej prevzela. Tako da hvala vsem. Ja, najlepša hvala tudi v našem imenu. Potem le smo lahko optimistični, kajti zdi se, da vemo, kaj je potrebno narediti, kar pa je zdaj še potrebno, pa to tudi spraviti v akcijo in minister, polagamo visoke upe. Seveda pa, kot smo že ugotovili, zelo pogrešamo drug drugega in tudi druženje, zato je zdaj priložnost, da se za 7 minut podružite s tistimi, s katerimi bi drugače sedeli za isto mizo. Tako da gremo še za 7 minut v breakout rooms. Uživajte, hvala lepa res še enkrat sem gostom, odlično moderiran zajtrk Žiga, zajtrk brez hrane, ampak s toliko več vsebine. Hvala vsem in gremo v sobe.